Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške televizije v predzadnjem tednu januarja, ki je že pregovorno najdaljši mesec v letu. Ta teden je v Slovenski Bistrici v znamenju razglasitve najboljših športnic in športnikov ter kolektivov občine Slovenska Bistrica za leto 2017. Je pa seveda še veliko drugih dogodkov, ki zaznamujejo delo skupin in posameznikov, ki na najrazličnejših področjih prispevajo k razvoju občine. Sicer pa si boste lahko v gradu Slovenska Bistrica od 1. februarja dalje ogledali Cici umetnije, likovne izdelke predšolskih otrok in prve triade osnovne šole iz vse Slovenije. V knjižnici pa je na ogled razstava unikatnih kvačkanih izdelkov domače umetnice Urške Smole. Ta teden pa je bilo tudi tradicionalno druženje članov stranke Desus. O tem pa poročamo tudi v informativni oddaji tega tedna. Prijazno vabljeni pred male zaslone. Tradicionalnega srečanja na Zgornji Polskavi so se udeležili člani stranke Desus Slovenska Bistrica. Vabilu pa so se odzvali tudi nekateri vidni predstavniki stranke na državni ravni. Do konca meseca opravljajo policisti poostren nadzor glede uporabe mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo. Ta teden razglasitev najboljših v slovenjebistriškem športu za preteklo leto. V rubriki Lokalne novice tokrat o tradicionalnem srečanju slovenjebistriških članov stranke Desus. V torek 23. januarja je občinski odbor Desus Slovenska Bistrica na Zgornji Polskavi organiziral tradicionalno januarsko srečanje članstva z vodstvom stranke. Vabilu so se odzvali predsednik stranke Karl Erjavec in nekateri poslanci, predsedniki in člani občinskih odborov iz Oplotnice, Poljčan in Makol, številni člani stranke iz Slovenjebistriškega občinskega odbora in drugi gosti. Uvodni nagovor je pripadel predsednici občinskega odbora Slovenska Bistrica Irini Majcen, udeležence pa so pozdravili tudi pevci z ljudsko pesmijo. Prisotne so nagovorili še predsedniki občinskih odborov Oplotnica, Poljčane in Makole. Osrednji nagovor je pripadel Karlu Erjavcu, predsedniku stranke Desus. Beseda je tekla o aktualnih vprašanjih, kadrovanju ob skorajšnjih volitvah, položaju upokojencev in drugih temah. V mesecu juniju bomo imeli parlamentarne volitve, novembra lokalne volitve in za nas so volitve zelo pomembne, če želimo uveljaviti program stranke Desus. Lahko vam povem, da na državni ravni že potekajo priprave za parlamentarne volitve in delno tudi za lokalne volitve. Pripravljamo tako imenovani strateški program, volilni program, o tem bo več povedal Jani, ki je član strateškega sveta in bo lahko bolj podrobno povedal, kaj pravzaprav pripravljamo za volitve, parlamentarne volitve v letu 2018. Moram reči, da mi bomo šli v podobno kampanjo kot v letu 2014, ko smo pač imeli jumbo plakate, navadne plakate, zgibanice, izdali bomo tudi več številk našega časopisa in tudi eno številko, ki bo poslana na vsako gospodinjstvo v Sloveniji. Tako da jaz sem prepričan, da bomo dosegli boljši rezultat kot leto 2014, ko smo dosegli nekaj več kot 10%. Tudi moram reči, da že poteka evidentiranje kandidatk in kandidatov za volitve v državni zbor. Upam, da bo tukaj kandidirala naša ministrica. Morda nekaj besed. Moram reči, da ministrica in državna sekretarka upravljata svoje delo odlično, glede na to, kako težek resor je prostor in okolje. Moram reči, da nisem povsem zadovoljen. Koalicijska vlada je vedno kompromis, vedno se moramo boriti za te svoje programske cilje, kot je na primer usklajevanje pokojnin, regres, ampak lahko rečemo, da v tem mandatu smo končno dosegli, da se zopet pokojnine
usklajujejo in če ne bi tega zapisali v koalicijski pogodbi, verjemite, da se ne bi pokojnine tako hitro usklajevale, kot so se sicer. Mi smo takrat zapisali, če bo gospodarska rast višja kot 2,5-odstotna, da je potrebno pokojnine usklajevati. Takratni minister za finance, dr. Mramor, je rekel, to lahko mirno zapišemo, saj je kriza tako močna, da 2,5-odstotne gospodarske rasti naslednjih 5-6 let Slovenija ne bo dosegla. Ampak mi smo verjeli v naše gospodarstvo, dosegli takšno gospodarsko rast in zato je tudi po zaslugi Desusa prišlo do usklajevanja pokojnin, tudi se začeli izplačevati regresi in mislim, da to je bil en korak v pravo smer. Res pa je, da še vedno nas boli zaostanek pri rasti pokojnin, ki je nastal zaradi zamrznitev plač in pokojnin. Vi veste, da praktično leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 praktično ni bilo usklajevanja pokojnin, ni bilo regresov, vse je bilo zamrznjeno, ker nas je pač doletela taka močna gospodarska kriza. Zato smo mi lansko leto vložili zakon o popravi krivic za upokojence, sicer zakon ima drugačen naslov, ampak jaz to tako rečem, zato da bo vsakdo razumel, kaj pravzaprav ta zakon prinaša. In mi s tem zakonom želimo, da se zmanjša ta zaostanek oziroma odpravi zaostanek pri pokojninah, ki je nastal zaradi zamrznitev pokojnin in pa plač. Vi veste, da v teh letih so pokojnine realno 8,5% nižje, zato ker pač se v teh letih pokojnine niso usklajevale in zato naš predlog je, sedaj, ko imamo 4% gospodarsko rast, da je potrebno tudi nekaj dati, da ta zaostanek popravimo, ker sicer bodo vedno pokojnine zaradi te zamrznitve močno zaostajale za plačami. Moram reči, da zakon smo vložili, vendar reakcija parlamentarnih strank, tistih, ki bi morali podpreti skupaj z nami ta zakon, so pa začeli govoriti, da je to populizem, da mi se že gremo volilno kampanjo in ne vem kaj. A ne, hočem to reči, ko se pogovarjamo o upokojencih, vse stranke govorijo, kaj vse bodo naredile in kako so oni tudi za starejše pa za upokojence, zdaj, ki pa treba ta zakon podpreti, a ne, pa pravijo, to je pa populizem. Ampak mi bomo, ne glede na to, če ne bo zdajle sprejet ta zakon, bo to naš pogoj v novi vladi. Jaz sem prepričan, da bomo že spet v novi vladi, da bomo dosegli takšen rezultat in bomo v koalicijski pogodbi zahtevali, da je ta zakon takoj strani vlade vložen in sprejet, zlasti zato, ker zdajle imamo tisto potrebno gospodarsko rast, ki to omogoča. Pa še povem vam lahko, tukaj gre za 334 milijonov evrov, ki bi bilo potrebno dati dodatno, da bi odpravili ta zaostanek pokojnin. In mi smo zakon tako postavili, da bi to naredili v 4 letih. To se pravi vsako leto po 2% in 4. leto praktično bi ta zaostanek odpravili, ker vemo, da pač to naenkrat ni mogoče, ampak če bi vsako leto dali, ne vem, 80 milijonov, če je 334 milijonov, mislim, da zaradi tega država ne bi propadla. Mi v 26 letih nismo imena spreminjali, nismo se prebarvali, vedno smo Desus za vse generacije in mislim, da to tudi ljudje cenijo. Jaz mislim, da ni več čas za nove obraze, ampak da je čas za tiste, ki imajo izkušnje. In stranka Desus ima to izkušnjo, imamo izkušnje in jaz mislim, da je treba pač s tem nadaljevati. Na srečanju so podelili tudi priznanja zaslužnim članom in v stranko sprejeli 9 novih članov.
Slovenjebistriški policisti so pretekli in ta teden zabeležili ter obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 8 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, 2 poškodovani tuje stvari, lahka telesna poškodba in 2 drugi kaznivi dejanji. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je oškodovanki v eni od slovenjebistriških trgovin iz torbice ukradel denarnico z dokumenti, lastnico pa s tem dejanjem oškodoval za 400 evrov. V enem od lokalov je neznanec ukradel torbo, lastnik je oškodovan za 30 evrov. Zgornja Polskava. Nekdo je namerno poškodoval 3 lovske preže, lovska družina je oškodovana za 1000 evrov. Pragersko. Neznanec je poskušal vlomiti v gostinski lokal, vendar ga je pregnala alarmna naprava. Kljub vsemu je povzročil za 100 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 12 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 52 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 9-krat. V novicah iz športa tokrat o novinarski konferenci pred prireditvijo Športnik leta občine Slovenska Bistrica za leto 2017 in že znanih prejemnikih najbolj prestižnih priznanj. V petek 26. januarja bodo v telovadnici 2. osnovne šole Slovenska Bistrica slovesno razglasili najboljše športnike občine Slovenska Bistrica za leto 2017. Na že 35. prireditvi, ki jo prireja Športna zveza občine Slovenska Bistrica, letos prvič v sodelovanju z Javnim zavodom za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, bodo v različnih kategorijah, največ med mladimi upi, skupaj podelili 157 priznanj. Organizatorji so prireditev in nagrajence predstavili na novinarski konferenci v petek 19. januarja v prostorih Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Na njej sta sodelovala tudi dobitnika najprestižnejših priznanj, člana Atletskega društva Slovenska Bistrica Saša Babšek in Nino Celec. Saša Babšek je športnica leta postala že 4. zapored. Lani je nastopila na številnih reprezentančnih tekmovanjih v troskoku. Če se najprej dotaknem lanske sezone, na katero se nanaša tudi ta naslov športnice leta, se dobro zavedam, da rezultati niso bili takšni kot prejšnja leta, kot sem jih dosegala. Žal v zimski sezoni so se še vedno pojavljale težave s poškodbo iz leta 2016. Potem smo končno to uredili, ampak lahko rečem, da smo sami potem za poletno sezono naredili veliko napako. Ampak mislim, da sem tudi s to napako, ki me je stala v bistvu celotne poletne sezone, dobila zelo veliko življenjsko šolo in zato sem se po koncu sezone odločila, da naredim malo večji premor in potem zato tudi izpuščam letos zimsko sezono in se bom posvetila poletni sezoni, zato da bom lahko zopet v poletju dosegala oziroma skakala na takšni ravni, kot sem bila prejšnja leta. Slovensko reprezentanco je uspešno zastopal tudi Nino Celec, ki ga je Komisija za priznanja za športnika leta izbrala prvič. Celec je ponovno postal državni članski prvak v dvorani v skoku v daljino. Najprej bi se tudi jaz rad zahvalil vsem, ki ste me izbrali za ta dosežek. Vsekakor jaz nisem od tukaj, moje stalno prebivališče je še vseeno na Prekmurju, pri Gradu na Goričkem, tako da mi ta naslov pomeni veliko. V bistvu mi to pomeni veliko zato, ker vidim, da me ljudje tukaj prepoznavajo, tako da še enkrat bi se rad zahvalil vsem. V bistvu lanska sezona je bila moja najuspešnejša do sedaj. V bistvu sem v prvi sezoni mlajših članov izpolnil moj največji cilj sezone, to je bilo nastop na Evropskem prvenstvu 23 let. Dosegel sem tudi nove osebne rekorde, v bistvu v večjih disciplinah, tako da upam, da bo šlo tako samo še naprej.
Priznanje za ekipo leta v individualnih športih bo prejel judo klub Impol, ki je na državnem ekipnem prvenstvu osvojil 3. mesto. Kolektiv leta pa je Atletsko društvo Slovenska Bistrica, ki ga je na novinarski konferenci zastopal predsednik Drago Trajkovič. Predstavnik glavnega pokrovitelja prireditve Športnik leta 2017, direktor Podravske in Pomurske podružnice Nove Ljubljanske banke Andrej Kleindinst je poudaril, da so z veseljem pristopili k sponzoriranju prireditve, saj njihova banka močno podpira slovenske športnike in športnice. Predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan Fajs pa je med drugim povedal, da bodo prireditev, ki se bo začela ob 18. uri, popestrili tudi z glasbenim programom, v katerem bodo nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica in druga osnovna šola Slovenska Bistrica ter dijaki srednje šole Slovenska Bistrica. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. Želimo vam miren in lep konec tedna. Iz zemlje pa že kukajo prvi znanilci pomladi, zato narava kar vabi, da jo obiščete. Pa srečno!